Ja, lepo pozdravljeni na ta lep jesenski večer. Če ste se odločili, da ga boste preživeli v naši družbi, potem boste nocoj izvedeli vse o izboru kraljice Slovenije. Kuhali bomo jedi iz buč, kot se v tem času spodobi. Ja, na klepet smo povabili Toneta Partljiča, ki je med drugim izdal tudi novo knjigo Pasja ulica, ki govori o desnem bregu Maribora. Ja, naše mesto pa plesno živi, med drugim tudi zaradi plesne šole Roli, ki je z nami že 25 let. Ja, kot vidite, veliko zanimivega, da ostanete v naši družbi. Začnimo pa kot vedno z glasbo. Skupina Majka z primorskega konca prihaja nocoj k nam. Malce drugače, torej pusti me, da spavam. Poglejmo. Majka, pusti me, da spavam. Ja, zelo sem vesela, da smo nocoj povabili na obisk vedno zanimivega, uspešnega pisatelja, dramatika, scenarista, učitelja, tudi politika in seveda še kaj. Dober večer vam želim, gospod Tone Partljič. Dober večer, večer. Kako ste? Najbrž zelo dobro. Izdali ste novo knjigo. Ja, ravno kar. Pasja ulica, ki jo bova nocoj malce predstavila našim gledalkam in gledalcem. Najbrž ste zelo ponosni na njo, kot vaš dojenček, a ne? Ne, res je, ko dobim knjigo, se malo tako obnašam, kot da je novorojenček. Jo odpreš pa še vsa diši, kot dojenček diši po mami še to, ali pa po mleku, to diši po tiskarski barvi, pa tako. Pol odberem tiste knjige, ki jih moram komu pokloniti. Pol pa jo odložim, pa je nikoli več ne vzamem v roke. Ne berem svojih prejšnjih knjig,
ker se bolj preveč jezim, si kar ob strani napišem tele, če vidim, da ni bilo dobro, ali pa tako ne berem. Ne zberem korajže. Zdaj se mi zdi, da je dobra, recimo ta. Vse sem tudi dobro kritiko, da ste videli. Ja, v delu seveda, kritika zelo na... Zdaj ne bom šel obratno, da bom videl, da pa mogoče ni tako dobra. V glavnem odložim knjigo. O čem pripoveduje knjiga? Mislim, da za Maribor zelo aktualna, za tiste, ki prihajamo od tukaj in pa tudi za druge seveda. Jaz sem sicer rojen v Mariboru, ampak sem se sem priselil pravzaprav šele okoli svojega 30. leta, za zmeraj. Prej sem pa hodil vse šole v Mariboru. In sem napisal knjigo, ker stanujem ob Dravi na desnem bregu, o desnem bregu. Ker se mi zdi, pogledajte, zdaj se ta večer tam dogaja Borštnikovo srečanje, tu ni nobene predstave. Povsod okrog so, na levem bregu je občina, je univerza, rektorat, so vse banke, je davčna uprava, teater, stolnica, škofija, na desnem bregu pa 4 domovi za ostarele, bolnica, 2 pokopališči, tam imajo Gosposko ulico, mi imamo Delavsko ulico in se še spomnim, ko sem kdaj kandidiral za državni zbor, pa sem tudi tu imel rajon, sem vedno govoril, najbolj se bom trudil, da bom izenačil desni breg z levim, pa sej tudi nimaš možnosti, se ti poslanec ne razpolaga sredstvi. In se mi z te strani zdi malo stigmatiziran. Nazadnje vsakega Mariborčana tudi z levega brega nesejo v žari ali pa peljejo v trugi. Nekoč sta bili 2 pokopališči, ena pri stolnici, druga pa tam, kjer je danes Ljudski vrt. Ampak kakor se mesto širi, so preselili, najprej je bilo Magdalensko, potem Pobrežje, zdaj je že Dobrava. Tako da desni breg doživljam malo kot eno odlagališče Maribora. Seveda, ko je industrija cvetela, ko je tu odhajalo 10.000 ljudi s Tama, z Boris Kidrič, ki je bilo drugače. Zdaj pa se mi tako zdi, pol sem nekaj čujenih psih, ki se mi je kaj hudega zgodilo med drugo vojno, ker imam včasih psička doma, sem napisal ulico z naslovom Pasja ulica. Ja, glavna oseba je Richard in kužek Riči. Ja, v vodu v glavnem, ja. Ta dva, pes in ta Richard, ki je na Soške fronte, invalid, jih ubije. Tudi to je značilnost našega brega, da so tu najbolj padale zavezniške bombe. Kot veste, ko se je bližala konec vojne, so zavezniki zaradi tovarne avionskih delov, kasnejši tam, to tovarno vagonu, križišče železniško, so pravzaprav najbolj bombardirali desni breg in pa mostove. In pač imam, kako psi ponorijo ob tem groznem bombardiranju, če vem, da je naš pes hotel ponoreti za novo leto, ko so petarde pokale, to pa je prišla serija bombnikov, bombe, in njegovega gospodarja to na koncu tudi pokonča. Drugače pa knjiga ni žalostna, je žalostna in vesela, v glavnem je vedra, vsi se v glavnem vidim na koncu pravzaprav smejejo, ker popisujem tudi enega starega pisatelja, ki se počasi odpravlja v dom za ostarele, pa vidim, da nekatere to že kar veseli. Kot je za vas značilno, ste seveda tudi tukaj uporabili tako za vas tipičen sočen jezik, da takole rečem, marsikatera je noter, taka kot mora biti. Tradicionalen pisatelj, kdo tudi reče ljudski, pa ne morem reči, da ravno moče s komedijo, ker nimam konkurence mnogo, ker vsi Slovenci pišejo žalostne zgodbe. Se mi zdi, da sem se nekako veljal v komediji. Za prozo mi tako ni, sem, kadar izberejo 100 slovenskih pripovedovalcev, od Trubarja naprej sem jaz zraven, ko pa jih 40, pa mi že ni zraven, tudi nekaj pove. Ampak mi pravi, da bi moral bolj moderno pisati, mogoče ves čas prvi osebi, da je celo moda novi roman v drugi osebi. Jaz to nisem sposoben, se ne morem delati, pa tako mi pravijo kolegi, pa tudi kje piše, da je moja relativno močna stran dialog.
In v dialogu pa moraš uporabljati ljudski jezik. Ne? Če bi pisal o mladih ljudeh, v dialogu ne more biti papirnat, neutralni jezik. Ne? In od to zgleda, če govori kmetica, govori tako, če govori mlad človek tako, če govori dijakinja drugače, namišljeni profesor drugače. In z tega se dobi mogoče ta občutek, da je moj jezik vseeno bolj sočen. Pa tudi mi igralci, ki mi niso zmeraj tako rekli, da sem ne vem kako velik dramatik, so rekli, tebe radi igramo, se zelo lahko se govori to, kar ti pišeš. Je tako naravno, ne? Drugi pa mogoče preučeno. Vse kar gledajte naš film, ne omenjam filma, ki ga zdaj v zadnjih 5 let snemajo mladi fantje, ki snemajo tako dobre filme. Ampak če gledate naše prejšnje filme, tako, ko jih kdaj ponavljajo, celo Vesna, ne? Je tako en knjižni, neutralni jezik, vse neživljenjski jezik, to, kar govorijo. Ne? Jaz pa mislim, da pač jezik je edino, kar imam. Zdajle poteka v Mariboru, kot ste že povedali, Borštnikovo srečanje. Kako aktivno ga še spremljate? Ja, jaz sem 45 let zraven pri Borštnikovem srečanju bil. Ne vem, če nisem bil 20 let nek podpredsednik, ko pa je Rudi Šeligo zbolel in potem nažalost umrl, sem bil jaz na 2 ali 3 mandate. Čujem zdaj kaj kritičnega, da smo bili premalo prodorni in tako dalje, pa me to veseli. Gledališče je tako, vedno ko pride nov človek, se z njim začne. Ko je prišel Pandur, pred njim ni bilo ničesar. Ko je prišel Ravnjak, ni priznal ne Gombača, ne nikogar. In tudi, če pride nekdo na Borštnikovo, čeprav zadnjič sem bil zraven, ko je ta moja prijateljica, nova direktorica, odlična, otvarjala tam eno razstavo, pa rekla, že zadnja 4 leta imamo običaj, da imamo razstavo, pa sem jaz hotel reči, ne, že 40 let, ne zadnja 4 leta. Ona ve samo to, kar je ona. Ne, se dobro razume, mislim, da je dobil eno injekcijo zraven in kulturno ga zelo legitimira. Še je gledališka liga prvakov, kot ste krat dejali? Absolutno je. Jaz sem prepričan, to je slovenska liga prvakov, gledališka. Čeprav ni, sicer so že Grki poznali tekmovanje, kot veste, ne? Je dobil prvo nagrado Sofoklej in tako dalje. Drugače pa gledališče ni vse podvrženo temu, katera je boljša. Vsaka predstava te lahko nekaj da in tu res vidimo najboljše od najboljšega. Jaz zdaj niti ne vem, sem še bil lani v žiriji, se mi zdi, za Borštnikov prstan. Letos je na vrsti ženska, nimam pojma. Ljudje me pa že cukajo, katera dobi prstan pa jaz. Pa ne veste, ne? Tudi prejšnji teden nam niti ne bi niso želel znali. vedeti. Naj bo presenečenje prihodnjega tedna oziroma tega tedna. Ja, konec. Tako, morda za konec zanima me, kaj je z vašim ribolovom, se še kaj ukvarjate? Ja, nažalost, se tudi malo finance poznajo, ampak grem tako njih 6-7 krat na leto na morje, včasih tudi samo za 3 dni, žal, na en otok, kjer je zelo malo ljudi, zdaj skoraj nekaj 10, ko ni sezona, zdaj so jadranski lignji, ki so že nekaj dobrega, ne dobim jih toliko kot domačini, pa dobim, ne grem na ribolov. Čeprav najbolj vseeno uživam to, da je okoli mene morje, pa mir, pa tišina, pa ne vem. Nekateri pravijo, a tam si ti izmišljuješ svoje zgodbe, ne, požrečno čakam, stisnim, če bo arbun po cuko, je ves čas, ampak moram reči, da po 4 dnevih si tam ozdravim dušo in telo, se vrnem drugačen človek. Se mi zdi, kot da voda kar vse hudo z mene potegne. Ja, hvala lepa, da ste si vzeli čas in bili nocoj naš gost, gospod Partljič. Še bi lahko klepetala, ker cela ura mislim, da bi bila premalo. Gospa, kamorkoli bi me vi povabili, da bi prišel za vami. Pa tudi na hece ste vedno, ne? Pasja ulica, torej pokukajte, preberite, ne bo vam žal. Nova knjiga Toneta Partljiča že na policah knjigarn. Je tako? Ja, hvala za reklamo. Ja, hvala lepa še enkrat, gospod Partljič. Mi pa nadaljujemo z glasbo. Majka se nam bo predstavila v živo v oddaji Koktajl. Poglejmo.
Ja, v tem jesenskem času bi bil sicer zelo aktualen izbor vinske ali jabolčne kraljice, a mi smo se nocoj odločili, da vam predstavimo lepotni izbor Kraljice Slovenije, ki se bliža finalu, ki bo konec tega tedna v Mariboru. Katere kvalitete naj odlikujejo bodočo kraljico Slovenije in kako poteka izbor najlepših in najboljših, pa nam bosta predstavila Duška Stanišič in Danijel Pavše. Dober večer objema. Dober večer. Dober večer. Torej, kje bomo začeli? Torej, kakšne kvalitete za kakšen izbor? Najprej grem, koliko časa ga že organizirate in poteka v Sloveniji? Letos ga organiziramo že 4. drugače v Sloveniji bo to že 12. Finale je pred vrati. Koliko deklet, Danijel, se je prijavilo na ta izbor? 13 deklet. Oziroma, izbrali smo na koncu 13 deklet, finalistke. Na kak način je potekal izbor? Kakšne so torej kvalitete Kraljice Slovenije? Je to podobno tekmovanje kot Miss Slovenije ali v čem je razlika? Je razlika, ja. Naša kraljica mora imeti dobrodelno noto, spravi mora biti dobrosrčna, mora biti pripravljena sodelovati skozi leto pri dobrodelnih projektih. To ni lahka zadeva. Drugače pa jih izbiramo, oziroma smo jih izbirali preko razpisov na naši spletni strani www.kraljicaslovenije.si, preko Facebook profilov, tako da je odziva. Rekli ste, da posebej mora biti aktivna pri dobrodelnih raznoraznih akcijah, humanitarnih. Za kakšne dobrodelne akcije gre, komu pomagate? Gre se za raznorazne dobrodelne akcije. V bistvu vsaka finalistka v svojem kraju izbere nekoga, ki mu bo pomagala. Zavetišča za živali, domovi za brezdome. Ogromno smo zbirali za pediatrične bolnišnice, za varne hiše, otroke. Družili smo se tudi z ljudmi s posebnimi potrebami. Tako da vsak se v bistvu po svoje odloča, komu bo pomagal in na kak način. Lepota pa je najbrž tista, ki vas na prvi pogled najprej prepriča, ali da je dobra po srcu. Kaj najprej, Danijel, pogledate? Ja, se je definitivno prva lepota, ko pogledaš žensko, isto pri moškem. Se ni samo to, tudi koliko se ona zna na odru izražati, koliko ima ona po neke želje, cilje, ženju. Karakter. Karakter, ja, tudi bistveno. Se tokom tekmovanja, tokom teh prireditev, priprav, se dejansko izkaže, katera je izmed teh, že pač katera izmed teh so bolj nečemu, da se trudijo, da delajo na nečem na sebi. Tako da tudi navaja bilo kje, ko se vadi kaj. Dejansko se tudi sebi trudijo, ampak vsaka na svoj način. Kaj bo torej to soboto presodilo? Kaj bo prevagalo? Kdo odloča, kdo postane kraljica Slovenije? So to kakšni gledalci, posebna žirija, komisija, ki bo ocenjevala punce in kaj se obeta ta sobotni večer? To soboto, a ne? Ja, to soboto. 50% bo imela strokovna komisija, 50% pa ljudstvo v dvorani, se pravi njihovi navijači. Zato, da pač naredimo, to smo tako naredili temu primerno, da ne pač bolj ljudje oziroma dekleta misla, da ni nepošteno do njih, da se znotraj njih, znotraj pač komisija izbere, koga pač oni želijo, ampak dejansko tudi publika k temu pripomore, dejansko da k temu pripomore, da ona pač kjera bi ta kraljica bila. Tudi bo pol v dvorani bo žreb, v živo, bomo dali lističe na mizo tem gledalcem, oni pa napisali ime oziroma številko dekleta in pol na koncu se bo tole seštelo z komisijo in na koncu pač tekmovalka, kjera bo zmagala. Torej, to soboto finale, veliko finale, 13-14 deklet se bo predstavilo. Lahko naši gledalci tudi si ogledajo v živo to tekmovanje. Seveda lahko, ja. So te izhod v večernih toaletah, kopalke in podobno, je to to? Kopalk nimamo, Kraljica Slovenije se ne predstavlja v kopalkah, to je recimo še ena zanimivost našega izbora. Kako to, da ne? Gledamo predvsem na osebnost, na dobrosrčnost, na simpatičnost, na pridnost, tako da nam tista popolna postava ni najbolj pomembna.
Kam potem naprej, kam odhaja kraljica Slovenije, izbor kraljica sveta morda, kraljica Evrope? Kraljica sveta, ja. Vsako leto gre potem punca na izbor za kraljico sveta. Predlanska Lea Sitar je dosegla 5. mesto na svetovnem izboru, kar sem zelo, zelo ponosna. Moramo Slovenijo predstavljati Evropi in svetu, prav je. Kaj dobi zmagovalka, kakšne so nagrade? Nagrade so različne, vsako leto je drugače. Včasih so jih bolj nagrajevali z določenimi darili, zdaj se pa par let to fejs spreminja. Bolj sodelujemo, bolj delamo, več se v medijih pojavljamo, mi smo bolj dobrodelni, tako da tiste nagrade niso glavni. No in prav je tako, torej predvsem, da ima dobro srce in da je pripravljena pomagati, najbrž pa tudi vse punce. Lepo, da ste tako zastavili, torej lepota z dobroto, ali kako bi rekli. Hvala, res. Hvala lepa in uspešen izbor to soboto kraljica Slovenije, torej v Mariboru. Ja, že smo pri nocojšnji nagradni igri in nocoj vam poklanjamo kar 3 nagrade, imamo pripravljene za vas in sicer gremo počasi. Družinsko vstopnico za ogled Vulkanje, CD skupine Mama rekla in pa 4 vstopnice za jutrišnjo premiero filma v Cineplexih. V Mariboru seveda si lahko ogledate v kinu Cineplex in sicer zdajle dobro poslušajte. Vse 3 nagrade lahko dobite, če odgovorite na vprašanje za film Captain Phillips in sicer to je večplastna študija o ugrabitvi ameriške ladje Alabama, ki so jo leta 2009 napadli somalijski pirati. Skozi svojstvene leče režiserja Paula Greengrassa je to hkrati thriller, ob katerem se nam poveča srčni utrip in kompleksen portret neštetih vplivov globalizacije. Ja, sprašujemo pa vas, koliko odstotkov filma so posneli na morju? A 55, B 65 ali C 75 odstotkov filma, glede na to, da gre za ugrabitev ladje, najbrž veliko. Lahko ugibate nič 2420 12 44 in nič 2420 12 50. Vsi tisti, ki želite v kino, v Vulkanjo ali CD skupine Mama rekla, ki so bili naši glasbeni gosti v eni izmed prejšnjih oddaj. Torej 4 vstopnice, družinska vstopnica in pa CD plošča. Torej pokličite nas, kajti gre za film, ki si ga lahko gledate le jutri. Medtem ko pa čakamo na vaše klice, pa gremo mi kar k drugi temi, kako radi plešemo v Mariboru in kako smo vzljubili rock'n'roll in step v našem mestu že pred 25 leti, je odgovor in plesno sceno našega mesta dobro pozna naš sogovornik Branko Padjan iz plesne šole Roli. Dober večer vam želim. Dober večer. In pa 2 luštna plesalca, tukaj na moji desni, Kristina in Aljaž. Dober večer tudi vama. Dober večer. Žal smo danes malce na tesnem s prostorom, ne samo s časom, tako da boste malce le pokazala kak plesni korak več tukaj v našem studiu. Branko, najlepše iskrene čestitke. 25 let je kar velika doba in če pogledava nazaj, 25 let, rock'n'roll je bil tisti. Točno. Potem smo dobili tudi ime, druga besedica rock'n'roll je R-O-L-L, pa smo dodali Y in je nastalo naše ime. Kako se je vse skupaj začelo? Spontano, spontano. Zdaj, ko gledam tiste posnetke, na katerih se skoraj sam več ne prepoznam in množice ljudi, je bilo vse skupaj zelo zanimivo in zelo fajn. Predvsem pa smo pridno trenirali vsak dan. V nekem določenem obdobju nismo imeli niti svojih prostorov, smo trenirali v mestnem parku in tam je bilo zelo nevarno trenirati, posebej zaradi kužekov in njihovih priteklin, tako da spomini so lepi, hitro pa mine teh 25 let, kot bi trenil. Kako pa je bilo s stepom in Mariborčani? A so znali stepati, ste jih naučili tudi te veščine plesne? Ja, imeli smo celo nekaj državnih prvakov v 90-ih let v stepu in to je neka moja skrita želja, da poskušamo ponovno pripeljati step v Maribor. Naši kolegi iz Krškega so izredno dobri in so že obljubili pomoč, tako da v prihodnje bomo tudi kaj na tem področju ponovno obudili step, je zelo zanimiva zadeva. Kako ste praznovali z veliko prireditvijo s torto, tako kot se spodobi?
Jaz sem napisal na Facebooku 3 besede, srečen, 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 ko je bilo vsega konec in res je bila ena izmed vrhunskih zadev, posebej zato, ker so se nam pridružili trije, ki so svoje korenine pognali v Rolju. To je bil Kristjan Gueremači, ki živi v Amsterdamu, začel je plesati rock'n'roll v Rolju, to je Katja Hrastar, ki je tudi vrhunska pedagoginja v swingu, in pa seveda Damir in Ana, ki sta v svetovnem merilu po moji oceni med 10 najboljšimi na svetu in sta tudi trenerja od Kristine in Aljaža. Morda, kot smo obljubili, par korakov, to so seveda kostumi za plesne obleke za latinsko-ameriške. Ja. Tako je, bolj žive barve in to. Zvezde plešajo, morda tudi kdaj, ne? Je že bilo, pa morda še bo. Jaz sem absolutno ljubosumen na Hrvate, tako da to ni res, ne. Oni imajo tak bogat šov, pri nas v Sloveniji pa malo bi lahko to na malo višji nivo dvignili, ne? Morda pa res kdaj in morda tudi vi kakšno zvezdo naučite plesati. Medtem pa predlagam, Kristina in Aljaž, koliko pač imamo prostora, da nam pokažete, koliko časa že trenirata v plesni šoli Roli? 7 let. 7 let. Gre za osnovnošolca, lepo prosim, res je, Maska dela čudeže, tako da izgledata kar nekaj let starejša. Kakšni so treningi, kako to, da ste izbrala to plesno šolo? Ja, treningi so kar naporni, no, ampak drugače plesno šolo smo pa zbrala, ker je nama najbližja, ne, v tistem okolišu ni bilo nobene druge. In smo zvedeli za Brankota, smo rekli, nič probajmo in nama ni žal, no, da smo to probali. Kakšne so želje, kaj si želite doseči? Ja, tako kot vsak plesalec, da bi bila enkrat na svetovnem prvenstvu, mora celo prva in še čim skozi navzgor, ne. Kdo so vajeni vzorniki, morda plesni? Ja, predvsem najna dva trenerja, ne, Damir in Ana. Drugače pa je veliko vzornikov, no, po svetu, ampak... No, malce nam zdaj pokažite, kaj le vidva znata. Že tekmujeta na teh državnih prvenstvih? Vsekakor, zdaj se pred kratkem pripravlja državno prvenstvo v kombinaciji. Upam, da se napovedi ne bodo uresničile, da bo bolj malo parom. No, to so čudovite figure. Upam, da bomo kdaj še v studiu imeli toliko prostora, da bomo kaj lahko živo pokazali. Evo, to je bila ena figura iz rumbe, če se ne motim, ne? Ja. Evo. Drugače ples v zvezdami, jaz takle te že kar vidim, eni taki obleki, ne? Težko, jaz sem bolj s kuhlo in drugim in lonci in to morda v prihodnosti. Se ne ve. Ampak nikoli ne reči nikoli. Ja, to pa je tudi res. Treba je še nekaj povedati. Rolja ni bilo, če ni bilo vzadaj čudovite ekipe, res da se jaz zelo pogosto osebno pojavljam, ampak vzadaj je več kot 20 čudovitih učiteljev, kolegov in izredno ponosen sem na njih in upam, da bodo tako delali še naprej. Ja, tudi jaz vam želim srečno dalje in vama dvema seveda čim več plesnih uspehov. Hvala lepa, da ste bili nocoj naši gosti in morda res kakšno ekipo še kdaj z veseljem. Takole z nami, torej kot vidite, za glasbo je nocoj skrbi skupina Majka, potem bomo jih še malce predstavili, da vidimo, odkot so in vse si želimo izvedeti o njih. Jedan dan sa njom, Primorci, to bodo malce razložili, zakaj ne pojejo v slovenskem jeziku, malce čez mejo pokukajo. Prav je tako. Majka in Jedan dan sa njom. Poglejmo. Tragova ima, ja lutam po svome u san. Ja mirno sanjam, tiho držim joj ruku, ali u krevetu ja ležim još sam. Glavi puno tragova njenih, prvi crveni ko ljubavni dan, drugi nježan
kao zelena trava koja gladi njene majke joj dar. Zbunjen sam, lutam noćima, kao prosjak uvijek lutam svojim ulicama. Da li je to sve zbog konjaka ili da je volim ja? Ako sam lud, Bože spasi me jer ja bih za nju sve dam. Možda sam lud, ali vjerujem da dao bi sve za jedan dan sa njom. Uvijek sam znao da su tragovi isti, da svi vode kamo ide moj san. Došao je lipanj, sve lijepe ptice u zraku, ali nju želim ja. Zorna odjeća, kao uvijek na tijelu zagrljaj. Pod svetlim zvijezdicama zbunjen sam, lutam noćima, kao prosjak uvijek lutam svojim ulicama. Da li je to sve zbog konjaka ili da je volim ja? Ako sam lud, Bože spasi me jer ja bih za nju sve dam. Možda sam lud, ali vjerujem da dao bi sve za jedan dan sa njom. Bože spasi me jer ja bih za nju sve da. Možda sam lud, ali vjerujem da dao bi sve za jedan dan sa njom.
Ja, dober večer, fantje skupine Majka in dekle, seveda, odlična saksofonistka. Alen, midva bova malce poklepetala, da nam malce predstaviš skupino, prihajate z Primorske. Zakaj pojete v hrvaškem jeziku? V bistvu ustvarjamo v slovenščini in hrvaščini. Tako nekako nam je oba jezika so nam blizu. Neki 2 komada, 3 imamo tudi v italijanščini. Smo nekako na meji s Hrvati in Italijani. In nam je blizu tudi zato, ker so nekako starši naši poslušali Jugorok, pa mogoče nam je zato blizu. Iz Primorske in pa tudi iz Istre, da takole rečemo. Istra, Istri radi slišite, da ste od tama, ne? Jaz sem najprej mislila, da bo kakšen Goran Bare pred menoj stal nocoj, ne? Majke. Malo drugače, ne? Ampak nista si nič podobno, ne? Ne, boljše tako, no. Majka, Jugo, Rok, vas kaj daje tudi vas, Jugo, nostalgija? Sigurno, zmeraj več, no. Kdo so tisti bendi, ki so vam bili od nekdaj všeč? Ne vem, kar precej širok, mislim, pester zbor je. Naprimer, ne vem, Prljevo kazalište, Bijelo dugme, Parni valjak, Atomsko sklonište, Riblja čorba. To so vsi te bendi. Na vaših koncertih tudi preigravate njihove komade? Tako je, priredbe. Priredbe in naše avtorske. Imate veliko nastopov, se veliko vadite v živo pred publiko, da takole vprašam? Imamo kar precej nastopov. Zdaj radi bi se razširili malo tudi v Sloveniji. Več ali manj smo na obali, delujemo na obali. Par nastopov smo imeli tudi v Brkinih, na Krasu. Tako da nam je interes čim več igrati po Sloveniji, da nas ljudje slišijo. Tudi k nam na Štajersko, da pridete. Obvezno, sploh na Štajersko. Sploh na Štajersko, ne. Hvala lepo, da ste si vzeli čas, prišli nocoj k nam in skrbeli za dobro vzdušje čez celotno oddajo. Hvala vam. Več informacij o vas seveda tudi vi imate Facebook najbrž, tweetate. Na Facebooku pa splet. Pa naj nas poslušajo. Zakaj pa Majka? Zakaj ste izbrali to ime? Majka. Čisto tako, Majke, mi pa slučajno, ne. Imeli smo zamet nastop, imena ni bilo in iz heca je prišlo to ime in pol je ostalo. Nič posebnega. Hvala lepa še enkrat, da ste prišli k nam tako daleč, da ste se pripeljali. Mi pa nadaljujemo tudi tam, ko vi prihajate. Imate kaj buč? Nekaj malega, ja. Tartufi pa to, ne zdaj, ne? Pa pršut in tako, ne? O tem bi lahko kakšno zdaj fantje mi rekli. V kakšnem vinu, ne? Sploh vino. Tako, hvala lepa torej še enkrat. Mi pa nadaljujemo, zaključili bomo takole kulinarično nocojšnji večer. Takole nadaljujemo pa oddajo, tako kot sem rekla, zaključili bomo s kulinarično temo nocojšnje oddaje. Z nami je, lahko rečem, že tudi naša stalna gostja, Mojca Polak z Višje šole za gostinstvo in turizem iz Maribora. Dober večer, Mojca. Čas buč je tukaj. Zelo so popularne v zadnjih letih. Bomo rekli takole, da nastopajo v glavnih vlogah od juhe pa vse do sladice, prave zvezde jesenske kulinarike so buče in tudi ti si nam predstavila kar nekaj jedi. Kaj dobrega se kuha, kaj torej na vaši šoli to jesen? Buče so meni zelo ljube zaradi tega, ker so en produkt, en pridelek, ki ostane svež pol leta, 9 mesecev. In se da v bistvu vključiti v res vse skupine. Jaz sem danes naredila naprimer kruh iz oranžne buče. Torej v osnovi sem tukaj prinesla en kos pečene buče. To je muškatna buča, ki jo kakšno uro pečemo v pečici in potem se v bistvu olupi, zmelje in tak mleto bučno meso se lahko uporabi potem v bistvu tako namesto moke v kruhu, oziroma se nadomesti del moke z njo, ali v teh odprtih mafinih, ki sem jih naredila s čokolado, ali v juhine, ali se naprimer z dodatkom masla pripravi v namazu. Dejansko je to nekaj, kar pri nas še vedno delamo sveže, v Ameriki pa vsi poznajo nekonzervirano bučno meso, tako da mogoče kakšna ideja, kakšni
komu v predelovalni prehrambeni industriji, da se tudi tega pri nas spomnijo, ne, in začnejo vlagati bučno meso v konzerve, da bomo lahko celo leto uživali v tem. Nekako bi povezali velikokrat buče kot slane jedi, torej od juh do priloge, sladice pa malce manj poznane, pa vendar, kaj so to neki piškoti, mafini, čokolada in buče skupaj? Morda nam izdaš recept? Ja, v bistvu si lahko sposodite katerikoli recept za mafin, le na približno tretjino moke zamenjate za pretlačeno bučno meso in sem prepričana, ne glede na to, da so to najbolj preprosti piškoti, da vam bo uspelo, ne. Pa zraven kakšne začimbe, na primer cimet, janež, klinčki pašejo k temu, rum seveda, ne. In potem je praktično katerokoli pecivo, ne, ki mu dodamo bučo, lahko tudi zelo, zelo zanimivo in okusno. Sploh čokolada pa buča gre zelo dobro skupaj. Zanimivo bomo poskusili. Odkot pa pravzaprav, Mojca, buče, odkot prihaja tradicija, torej prehranjevanja z bučami tudi iz Evrope? Seveda. Definitivno, ne, Srednja Amerika, domovina buče, ne, od tam je prišla potem buča v Slovenijo, mislim pa po vseh drugih državah Evrope. Pri nas mogoče še toliko bo zanimivo, zaradi tega, ker se je tukaj ustalila ta buča, štajerska oljna buča, ne, s katero delamo zeleno zlato štajerske, ki sem ga jaz potem integrirala v bučni namaz. Tako da, resnično, ne, pri buči se lahko uporabijo čisto vsi deli rastline, ne, celo listi se dajo uporabiti v jedeh, kot je špinača, na primer kremna in podobno. Cvetovi tudi, se polnijo. Semena. Ja. Semena. Kaj pa imamo tukaj? Torej bučni kruh in pa namaz, kjer si dodala, torej, kako si rekla? Zeleno zlato štajerske bučno olje. Zeleno zlato štajerske bučno olje. Pri teh cenah, ne, 18 € na liter, je to že dejansko ne blizu zlata. Tako da sem naredila klasični namaz z skuto, bučnim oljem in pa koper sem dala zraven, običajno damo drobnjak ali pa peteršilj, tukaj pa je zraven koper, da da malo bolj taki mediteranski pridih mogoče. Ja, glede na to, da je prihodnji teden Noč čarovnic, ja, ko smo že pri bučah in glede na to, da ne bo naše oddaje na to temo, morda kak recept več, kaj pripraviti, razen tega, da seveda izrežemo bučo, sicer je to spet ameriški praznik, pa vendar smo ga z veseljem prevzeli tudi mi. Jaz sem ravno prejšnji teden delala nekaj receptov za to priložnost. Ena izmed takih posrečenih, na primer, ki jo lahko naredite z otroci, je, da vzamete, ne, če smo že v oddaji koktejl, kozarci za koktejl in jih od znotrajne strani pomažete s čokolado, tako da boste naredili kakšne grozljive obraze, ne. Jih počakate, da se ta čokolada ohladi, torej strdi, in potem vanje nalijete mrzlo mleko, mrzlo karamelno mleko, ne, in bojo ti obrazki še vedno ostali zunaj, potem pa samo kakšna stepena smetana na vrh in nekaj slamic noter in bo že ena taka pijača dobrodošlica za kako Halloween domačo zabavo otroško. Ja, res dobra ideja, tako da ne bomo samo takšnih koktajlov, lahko torej, kot ste slišali, napravite tudi Halloween. Tole zdaj vidimo marmelado iz buč, tudi to je zelo priljubljena, ne, tudi na slovenskih vrtovih, jaz mislim tudi na Štajerskem je veliko buč. Zagotovo. Vrst buč. Vem samo, da je problem trenutno v Sloveniji blazen z želirnimi sredstvi. Očitno je ta popularnost izdelave domačih marmelad tako zelo narasla, da je kar zmanjkalo želirnega sladkorja v Sloveniji. Tako da se treba znajti z dolgim kuhanjem in na tak način potem narediti domače marmelade. Morda za konec še vprašanje, kaj se kaj dogaja na vaši šoli, to je jesen, najbrž zelo zanimivo, pestro, predavanja so se začela, delavnice tudi, kam odhajate, kaj se kaj pripravlja, kuha pri vas? Ja, lahko se pohvalim, da gremo čez kakim teden, dva na tekmovanje, ki se bo odvijalo na križarki po Mediteranu. Eno čisto posebno tekmovanje, kjer bojo dejansko študenti delali na ladji in hkrati tekmovali, torej tako v kuhinji, recepciji, v strežbi in tega se vsi zelo, zelo veselimo, ker bo veliko konkurence, ampak upam, da smo jih dobro pripravili in da bojo naši blesteli, no upam. Ja, držimo pesti in še kdaj z veseljem v naši oddaji. Hvala lepa, Mojca, za nocoj. In tudi vam, drage gledalke in gledalci, upam, da ste znova izvedeli kaj zanimivega in zabavnega. Prihodnji teden boste lahko gledali The Best of naše oddaje Koktajl, sicer se pa tudi jaz poslavljam. Na moje mesto prihaja drug voditelj, ki vas bo seveda peljal skozi do novega leta in tako naprej. Hvala lepa torej za vašo pozornost, lep večer še naprej in nasvidenje. Lahko noč.